Lep pozdrav, sem skupaj. Ja, res danes smo na vladi obravnavali tudi informacijo, širšo informacijo, ki je podlaga za srečanje vlade v Mariboru in z ostalimi občinami, ki so seveda tudi v veliki meri, vsaj 6 jih je deležnice v projektu Evropska prestolnica kulture. Ta informacija pomeni neke vrste zaključen konstrukt ne samo finančnih parametrov te pomembne, za Slovenijo pomembne prireditve, ampak tudi druge ukrepe, ki jih v okviru EPK-ja, kot ga je že v preteklosti definirala vlada, mora še postoriti in hkrati so to tudi recimo nakazani zaključki celotne EPK zgodbe, ki je pri nekaterih županih oziroma nekaterih občinah še puščala določena odprta vprašanja, vsaj kar se tiče investicij. Vsi veste, da je ta projekt zelo, zelo bogato bil vrednoten v času, ko je bil sprejet. Seveda sedaj ga je bilo pa pač potrebno glede na realno situacijo, ne samo finančno, ampak tudi pripravljene projekte nekako ozemljiti in mislim, da je zelo dobro pripravljen. Je pa drugi del gradiva, ki bi ga rada predstavila. Sami veste, da se je že v lanskem letu odprla zelo široka in javna diskusija na temu spremembe zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki govori o reorganizaciji arhivske službe v širšem smislu in sami najbrž tudi poznate zelo precizno in dobro zastavljeno strategijo e-arhiviranja, ki smo jo sprejeli lani na vladi in pomeni nadoknadenje zamujenega, kar ni bilo v preteklosti narejeno na področju arhivov, še posebej v smislu prenosa arhivskega gradiva na elektronske vire. Sami tudi veste, da se na področju arhiva kot tistih centralnih baz ali trezorjev človeškega spomina in naše identitete kar marsikaj naredilo tudi na področju investicij. Odprto imamo investicijo na Ptuju, kjer vojašnico prilagajamo zelo visoko in standardno zasnovanim pogojem za arhivsko službo, na Roški v Ljubljani pripravljamo vse za graditev arhiva in tako naprej. Ampak to ni predmet bil današnje diskusije. Pri pripravi tega zakona so nas opozorili, da je potrebno, preden gremo v celostno spremembo, poseči še v en člen tega zdaj obstoječega zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki je potreben nujnih sprememb in zaradi tega smo pripravili predlog sprememb, ki posega prvenstveno na dva nivoja, ki jih nujno potrebujemo, da se spremenijo. Predvsem jih potrebuje Arhiv Republike Slovenije in enega tudi Sova. En je vezan na prenos digitalnih sistemov in notranjih pravil, na kakšen način se to dogaja. Drugi pa je vezan na 66. člen, zdajšnji 66. člen zakona in 65. člen, predvsem zakona o arhivskem in dokumentarnem gradivu in govori o tem, da čisto vse gradivo, ki je nastalo pred letom 1990 oziroma 17. majem leto 1990 ne more biti dostopno javnosti na način, kot je opredeljeno zdaj v zakonu. Na to so nas opozorili, zato smo primerno prilagodili ta člen in sicer v smislu, da obstajajo možnosti zadržanja določenega dela arhiva v primeru, kako se ga zadrži, pa se definira z imenovanjem določene komisije, ki se imenuje v Državnem zboru in je sestavljena s predstavnikov Arhiva Republike Slovenije, s predstavnikov Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb oziroma ne predstavnikov tistih, ki jih komisija imenuje in tudi Sove. Menim, da na ta način bodo določene skrbi, ki so bile jasno izražene, na ta način odpravljene. Hvala, ministrica. Kakšno vprašanje? Ja, izvoli. Lep pozdrav, Petra Janša, Teden demokracije. Lep pozdrav, končno se vidimo. Vsak teden se pa srečamo. Zanima me nekaj, sicer zaradi nedavnega vladnega poraza na referendumu o RTV
Ni več prave zakonske podlage za obračunavanje RTV prispevka. Kaj boste storili? Ali bomo plačevali 11 ali 12 evrov? Po nekaterih podatkih naj bi zaradi tega RTV Slovenija vsak dan izgubila celo 230 000 evrov. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje je v zvezi z javno agencijo Slovenskega filmskega centra, če je ta že vpisana v sodni register in če je VD vršilec dolžnosti gospod Samo Rugel pač zakonito imenovan. In tretje vprašanje me zanima, kako daleč je zakon o medijih in če pričakujete isti scenarij, kot je bil pri zakonu o RTV. Hvala lepa. Kaj boste storili v primeru, sprašujete, kaj boste storili v primeru ne danih podlag pri možnosti izplačevanja RTV prispevka? To smo na vladi že storili, to dobro veste, in sicer v decembru lani, ko smo podali preko zakona o izvrševanju proračuna možnost, da se ta legalna zakonska podlaga vzpostavi. Vemo pa, da je ta trenutno pod, bom rekla, mečem enega referenduma in bolje vprašanje dejansko, kaj bo RTV storila potem, če bi slučajno ta referendum bil tudi aktualen. Kaj, če vem? RTV Slovenija je sedaj blokirana zaradi tega, ker ZIPRO, ki urejuje in daje legalno možnost, da se RTV prispevek, tako kot se že 2 leti plačuje v višini 12 evrov, še naprej plačuje v višini 12 evrov, čaka na to, da bo ZIPRO začel veljati, vkolikor ga ne bo spodnesel kakšen referendum, ki pa vemo, danes nikoli ne vemo, od kje in kdaj pride. To se pravi, da to je vlada že postorila in minister Križanič je predlagal ZIPRO kot najustreznejši interventni postopek, da se lahko luknja, dobesedno, ki je nastala ob temu legalno pokrije. Javna agencija za filmska, nova javna agencija, ki je nadomestila filmski sklad, je bila vpisana v sodni register, mislim, da predvčerajšnjem, ne vem, v 12. je vpisana. In v tem smislu, takoj z njenim registrom, seveda začne veljati status direktorja, ki je bil imenovan in je to Samo Rugel. Zakon o medijih? Zakon o medijih pravzaprav doživlja tiste zadnje že nomotehnične popravke, ki so usklevalnega tipa in ne bi smelo biti dolgo do njegove vložitve na vladi. Še kakšno vprašanje za ministrstvo za kulturo? Če ne, hvala Majda.